Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vibraciji. No, lejte, zdaj pa kaj je ta vibracija? V povezavi z numerologijo. Zadnjič sva z eno gospo govorili in je v glavnem sem omenila, da ne vem, kakšne nove začetke ali pa registracijo domene ali pa registracijo podjetja, da se oziram pač na numerologijo. In dejstvo je, da nekih strašnih velikih projektov nikdar ne začnem na neke datume, ki te usamijo. In sem rekla, da vas to osnovno znanje numerologije naučim, ker jo boste lahko uporabili to znanje v vsakodnevnem življenju. Ker določene vibracije so tako, da ti odpirajo vse poti in določene so tako, da pride do tukaj. In česa se izogibajte za nove začetke? Štirica. Štirica je število, ki te osami, ki ti dovoli, da v samoti poiščeš odgovore. In to za nek posel ali pa za neko zadevo, ki vključuje več ljudi, pač ni dobra vibracija. To je dobra vibracija za ljudi, ki bi želeli biti čim bolj osamljeni, čim bolj sami, da imajo čim bolj mir in dejansko ta vibracija jih osami. Medtem ko recimo tista vibracija, ki pa najboljša za povezovanje, je pa 1, nov začetek, 9, 9 vemo, da je število, ki je povezano z Bogom, tudi 3, sodelovanje, smo trije, tudi 2 je dobra vibracija, ampak zdaj pa seveda pomembno, katera je vaša osebna vibracija. No in zdaj, kako vi to zračunate? Če ste recimo rojeni 7. Jaz bom zdaj tukaj računala. Če ste rojeni 7., 11., v glavnem 1967, kakšen datum sem najdla. 7 plus, 7. 11., 7 plus 1 pa 1 je 9, 1967, 6 pa 7 jih je 15, 15, se pravi, je to vibracija 6, 7, vibracija 6, 2 x 7 sem zbrala. Se pravi, kdor je rojen 7. pomeni, da ima že tako osebno vibracijo, osebna rast. 7 je dejansko vibracija, kjer te življenje želi potisniti, da narediš naslednji korak. Ali pa ga ne, pač imaš kar precejšnje šole. No in če bi bil ta človek rojen 7. 11. 1967, je prav tako skupna vibracija 7 in pomeni, da ima v življenju kar nekaj priložnosti za osebno rast. Ta človek sigurno ni na počitnicah. Medtem ko tisti, ki ima pa čim bolj usklajeno, recimo, da ima potem tudi rojstni dan, ime, priimek, čim bolj usklajen, dejansko je tako, kot bi bil na neki široki avtocesti in vse gre v pravo smer. Tukaj vam želim povedati, kaj jaz uporabljam. Uporabljam portal Numerologija Hladnik in sem tudi tam včlanjena, zaradi tega, ker tudi naslove knjige, recimo, sem preračunala v numerologijo. Podnaslov, to je v bistvu vse harmonično. Ko sem napisala knjigo, ko imajo hormoni žur, to je vibracija 6. 6 je v redu vibracija, to je vibracija povezovanja, vibracija, ki dviga energijo. In sem podnaslov dala tako, in podnaslov je, kako harmonija ponovno oživi vaša čustva, misli in telo, da je skladno z mano, Minko Gantar. Zaradi tega, ker jaz nosim vibracijo 11, dvojko, in mora biti ta kombinacija povezana. Vem, da se vam mogoče zdi čista znanstvena fantastika, ampak ni tako grozen, tam noter samo vtipkaš v numerologijo Hladnik, pač naslov, podnaslov in ti pokaže številka, je skladno ali ni skladno. Zdaj pa, kar je še pomembno pri teh vibracijah. Recimo, da imate za podpisati neko pogodbo. Tega menda ne boste delali 4. v mesecu ali pa recimo 13. ali pa 22. Prepustite, raj kakšen dan zamenjate in začnete nov projekt 1. ali pa 10. ali pa 19. To so dobre vibracije za napredek. Recimo to, če imate nek nov projekt, tudi vibracija 9 je čista harmonija,
zaključevanje enega obdobja in širjenje naprej novega obdobja. No, zdaj pa kar lahko še naredite. Kaj naredite takrat, ko vidite, ali pa kaj je sporočilo, ko vidite 5, 5, 5, 5, 5, 5 same petice, ali pa da začnete nek projekt 5. V glavnem, tukaj imam angelska števila, sprintana, nahajate se sredi pomembne spremembe, ki vam bo obrnila življenje na bolje. Pri vseh življenjskih spremembah je modro prositi za nebeško pomoč. In v bistvu petica je točno na sredini in ti greš naprej, napredek. In predvsem pri teh napredkih ne se oklepati strahu, ampak samo prosite vse svetle sile, da vam pri tem pomagajo, da greste naprej. No, potem naslednja stvar, kar je pomembno pri teh vibracijah, pri numerologiji. Ko seštevamo skupaj osebni datum, no to je tudi ena taka zadeva. Recimo, jaz sem rojena 8. Če osmico zvrnemo, nastane neskončnost. In osmica nas vedno uči biti v dobri vibraciji. Se pravi, jaz bolj kot sem negativna, bolj kot se prepuščam strahu, bolj kot sem v jezi, je to tako, kot bi združil 2 tornada skupaj in ruši. In zadnjič mi je gospod rekel, jaz vem, da sem že marsikdaj kaj porušila za sabo, zaradi tega, ker ta energija je močna. Po drugi strani pa tisti, ki nosite vibracijo 8 in tudi osmice ste tisti, ko seštejete svoj rojstni datum. Recimo, da ste rojeni, ne vem, 24. 8. pa še letnico preštejete zraven, dobite pol svojo osebno vibracijo. In tega ne morete spremeniti, a ne? Se pravi, datum, kdaj ste rojeni, skupne vibracije ne morete spremeniti. Vse ostalo lahko spreminjate v življenju. In če občutite, da vaše ime ne vibrira z vami, ni nič narobe, da spremenite vaše ime. No in tukaj vam bi rada povedala tudi mojo izkušnjo z mojim imenom. Moj dekliški priimek je Klemenčič. In da vam povem, da jaz kot Minka Klemenčič, jaz sem bila kar naprej bolna, slaba kri, v bistvu sem imela občutek, kot da porivam stvari skozi življenje. In potem, ko sem se poročila in sem prišla in sem vzela pač možev priimek, Gantar, in ga bom tudi zdaj obdržala, ko sem ločena, zato ker Minka Gantar je pa popolna harmonija z mano. Prav z mano, z mojim rojstnim datumom. Ker ko seštejem moj rojstni datum, je vibracija 5. In čista harmonija pride. Tako da jaz ne vem, če bom kdaj spreminjala ta priimek na nekaj druga. Poznam ljudi, ki so spremenili priimke in potem se jim je pa začelo dogajati ful slabih zadev. Enostavno je bilo tako, kot bi šel na vlak smrti in naredil žuf. Enostavno ga sesuje. Vibracija se je spremenila. Ampak ker nekateri imajo pa svoj rojstni priimek skladen s sabo, pa potem s poroko ali pa ko spremenijo priimek, zamenjajo vibracijo in jih odnese po svoje. Tako da nič ne bi bilo narobe včasih malo preračunati, ker če se vam dolg časa dogajajo veliko slabih zadev, je mogoče pametno pomisliti, kaj pa če je zadaj neka vibracija, ki deluje proti meni, ki mi zapira poti, ki ne dovoli, da jaz grem naprej, ali pa v bistvu, ki te uči prestaviti na naslednje obrate. Tako da to so pomembne zadeve, ker glejte, mi živimo v polju energij. Vse okrog nas je energija. Zdajle, ko govorim, vam lahko grem na živce, lahko vam je všeč in to je energija. Energija je, ko vse je energija. Veste, karkoli se dogaja, je energija. Hrano, ki pojemo, je energija. Zrak, ki ga dihamo, je energija. Vse, čisto vse na tem svetu je energija. In zdaj, ker mi plovemo v tem svetu, zakaj bi si delali zapore, če lahko stopimo na avtocesto in je pred nami vse odprto. Jaz imam zdaj pred sabo nekaj projektov, ki jih pripravljam. In vse te projekte, ki jih pripravljam, jih bom numerološko uskladila. Čisto vse od prvega do zadnjega, zaradi tega, ker numerologija ali pa ta vibracija števil pomaga pri tem,
kako hitro ali pa v katero smer bo šlo potem naše življenje. No in zdaj, če se vrnem nazaj na knjigo, ko imajo hormoni žur, glede na to, da sem zračunala numerološko, knjiga je res uspešnica, računajte 15.000 izvodov in več, tako da v glavnem to je nekaj za slovenski trg in dejstvo je, da pametno je razmišljati, da podkrepimo naše delovanje tudi s temi energijami. Tako da imejte se radi, uživajte življenje, ker življenje vas bo vedno podprlo, ko si boste upali narediti kakšno spremembo.